Županski kandidat tudi Nejc Smole. Občinska plaketa hidroelektrarni Medvode. Izgnani v taborišča. Zbilje 100% zeleno. Lubadari na pohodu. Bodo morali vrniti denar? Lepo pozdravljeni. Po 3-tedenskem počitnikovanju informativnega uredništva ponovno sveže novice. V nedeljo 5. oktobra gremo ponovno na volišča. Tokrat bomo volili svoje predstavnike v vaških in krajevnih skupnostih. Izvolili bomo v našem primeru 23 občinskih svetnikov in novega ali starega župana občine Medvode. 29. julija je svojo kandidaturo za župana občine Medvode podal tudi Nejc Smole iz Valburge. Kot nestrankarski kandidat je s tem dnem začel zbirati tudi podpise podpore. Da bo 10. septembra lahko vložil svojo župansko kandidaturo, mora zbrati 2% od števila volivcev v občini, ki so na zadnjih rednih lokalnih volitvah prišli na volišča. Njegovo geslo je: zmoremo drugače, zmoremo bolje in zmoremo več. Res velika množica občanov se je odzvala povabilu Nejca Smoleta, da se mu pridružijo na Vaškem trgu v Smledniku in ga pospremijo na prvem koraku na poti, ki naj bi, kot je zapisal v vabilu, v našo skupnost unesla novega poguma, idej in skupnih projektov. Zakaj smo danes tukaj? Zaradi tega, ker se verjetno vsi skupaj nekje zavedamo, da zmoremo drugače, da zmoremo bolje in predvsem, da zmoremo več. To je tudi moto županske kandidature Nejca Smoleta, ki so jo na tokratnem srečanju podprli predstavniki dveh nestrankarskih list, nestrankarske liste Glas in liste aktivnih Medvoščanov in dveh političnih strank, Demokratične stranke upokojencev in Nove Slovenije. Njegova energija da polet tudi drugim, ki jih zbira okoli sebe, in teh ni malo. Župan je človek, ki razume in sliši vsakega slehernega posameznika v občini. Župan je človek, ki vpraša za mnenje in potem po svoji preudarni presoji pravilno in modro odloči. V Novi Sloveniji smo z veseljem podprli kandidata za župana, soglasno, enodušno, s prepričanjem, da se bo z novim kandidatom, ki ima velike možnosti, da uspe na letošnjih lokalnih volitvah, res kaj spremenilo in premaknilo na bolje. Odločitve Nejca, da kandidira za župana, moram reči, da sem bila izredno vesela. Kot rojeni Preščanki, kjer so živeli moji starši, stari starši in še kar nekaj rodov nazaj, mi res ni vseeno, da so Medvode primerjalno z ostalimi občinami tako nazadovale, da ne rečem celoti zaspale. Temeljna in vodilna misel vseh podpornikov je torej bila, da si Medvode zaslužijo spremembe in vsi so prepričani, da to 28-letni Nejc Smole zmore in da je to že dokazal. Pritrjuje sicer tistim, ki menijo, da trenutek morda ni pravi, da je občina zadolžena, sredstev za projekte pa je iz leta v leto manj. Odgovarjam jim, da to vem. A povejte mi, kaj je pravo poslanstvo in odgovornost, kaj zahteva od človeka pogum? Krmariti čovn, ko je morje mirno in vlada brez veterje? Ali poprijeti krmilo, ko je v čovnu že nekaj vode, nevihta pa vsaj še nekaj časa ne bo minila? Potolažil je tudi tiste, ki menijo, da je premlad in da ne pozna političnega zakulisja. Njim v šali lahko odgovarjam, da kar zadeva starost, bo vsako leto bolje. Hkrati pa prav mladost navaja tudi kot prednost, saj v politiko prihaja neobremenjen. Nestrankarski, brez težke vreče uslug in zvez, ki bi mi onemogočale, da se tudi v naši skupnosti izvedejo spremembe, ki so nujne, če želimo, da bo naših 31 vasi in zaselkov prijeten kraj za bivanje za vse nas. Podroben program bo sicer začel predstavljati po 5. septembru v času volilne kampanje. Vizija, ki jo bom predstavljal v mesecu septembru, temelji predvsem na tem, da občina spet postane prepletališče, vozlišče energij občanov, ki jo bogatijo in oblikujejo. Skupaj bomo močno okrepili in decentralizirali občino. Občina mora postati strokovni servis našim občanom, gospodarstvenikom, obrtnikom, društvom in drugim skupinam in ne obratno. In dal je besedo, da bo njegova kampanja usmerjena v prihodnost, v reševanje problemov in izzivov in nikakor ne v neproduktivno razčiščevanje starih razmer na vseh ravneh, ki je krivo, da voz ne moremo potegniti iz blata.
V naši občini Nejc Smole nikakor ni novo ime. V politiko se je aktivno podal pred 4 leti, ko je postal najmlajši predsednik krajevne skupnosti Smlednik in član občinskega sveta občine Medvode. V iztekajočem mandatu je tudi vodja svetniške skupine nestrankarske liste Glas, katere ustanovitelj je predsednik odbora za mladino in podpredsednik statutarno-pravne komisije. Je član sveta javnega zavoda osnovne šole Simona Jenka Smlednik in javnega zavoda za kulturo in mladino Medvode. Dejaven je tudi na področju turizma, je član 2 turističnih društev in aktivni sodelavec v Turistični zvezi Medvode, saj je tudi lokalni turistični vodnik z licenco. V kulturniške vode pa je zabredel že bistveno prej, kot igralec in režiser že pri rosnih 14 letih. Dokler ni aktivno vstopil v politiko, je bil tudi sodelavec naše televizije. In tudi to smo slišali na prvem srečanju županskega kandidata Nejca Smoleta, da je že pri rosnih 15 režiral komedijo s pomenljivim naslovom Kdo bo župan? V arhivu imamo posnetek in ja, v igri so bili 4 županski kandidati in zmagal je najmlajši. In po dosedaj znanih podatkih so svojo namero, da kandidirajo za župana občine Medvode, javno izrekli prav 4 kandidati. Poleg nestrankarskega kandidata Nejca Smoleta, prav tako nestrankarski kandidat Aleš Omejc iz Studenčic, kandidat SDS Leon Marjasec iz Pirnič in ponovno tudi aktualni župan občine Medvode Stanislav Žagar. Tako kot Smole in Omejc, tudi on zbira podpise vaše podpore. Naša občina praznuje svoj občinski praznik 6. julija, na dan, ko se je leta 1845 v Zavrhu pod Šmarno goro rodil Jakob Aljaž. V tem času so potekale številne prireditve, osrednja pa je bila tudi letos slavnostna seja, na kateri so, kot se za slovesnost podobi, podelili občinska priznanja. Plakete občine Medvode so šle v roke 4 zaslužnih v preteklih letih. In sicer Antonu Marjascu, prostovoljnemu gasilskemu društvu Smlednik, Slavku Martinčeviču in hidroelektrarni Medvode. Slednji za dolgoletno delo, za odlično sodelovanje z lokalno skupnostjo in za izboljšanje kakovosti življenja v naši občini. Sledi kratek portret. Hidroelektrarna Medvode, ki sodi pod okrilje Savskih elektrarn Ljubljana, je bila sicer načrtovana že med drugo svetovno vojno, dograjena pa leta 1953. Hkrati z zajezitvijo reke Save je nastalo tudi Zbiljsko jezero, zaradi česar so kraji ob reki dobili novo podobo, krajani pa novo kvaliteto življenja. Hidroelektrarna, tako kot rečemo, obstaja v tem prostoru že praktično 60 let. Torej letos se nekako spominjamo 20-letnice obstoja naše občine, tako da je elektrarna na nek način že precej prej zaznamovala to področje. Jasno, tudi zaposleni so pravzaprav ves čas prihajali iz domačega okolja, to je tudi pomemben vidik. Tudi danes želimo tvorno sodelovati pri nekako oblikovanju družbe in se tudi odgovorno vključujemo v vsa prizadevanja, predvsem pa pravzaprav skušamo biti ves čas družbeno odgovorno podjetje. To nam do zdaj uspeva, sodelujemo z lokalnimi skupnostmi, predvsem želimo jasno zelo dobro delati, ker se zavedamo, da je naše jezero tisto, ki je pravzaprav naše ogledalo, torej s turističnim društvom in pa seveda vsemi deležniki v prostoru. Poleg tega, da je elektrarna takrat dajala slovenskemu elektrogospodarstvu več kot 10% električne energije, je zaposlila veliko mladih usposobljenih delavcev, mnogo pa se jih je v vseh teh letih tudi usposobilo za ustrezen poklic in se zaposlilo v elektrarni. Zdaj seveda imeti v svoji lokalni skupnosti elektrarno je pomembno, predvsem glede zanesljivosti oskrbe, po drugi strani pa gre za vir, ki proizvaja obnovljivo električno energijo. To je tisto, kamor smo se nekako kot družba, kot celotna država, kot tudi Evropska unija zavezali, da bomo do leta 2020 povečali delež proizvedene električne energije na obnovljiv način, zmanjšali, to se pravi izpuste toplogrednih plinov. In pa seveda jasno ne smemo pozabiti, da so te zaveze tako velike, da brez nadaljnega vlaganja v hidroelektrarne pravzaprav teh zavez nikakor ne bomo mogli izpolniti.
Elektrarna ozorno vzdržuje strojno in elektroopremo, njena okolica pa je hortikulturno urejena. Pogosto gosti obiskovalce iz Slovenije in tujine. Najpogostejši gostje so osnovnošolci in dijaki, ki se v medvoški hidroelektrarni neposredno seznanijo s tem virom pridobivanja električne energije in načinom njene distribucije. Kolektiv hidroelektrarne Medvode odlično sodeluje z lokalno skupnostjo tudi na drugih področjih: šport, kultura, humanitarna dejavnost. To sodelovanje je izjemno široko, to se pravi, mi smo že leta 2007 nekako skupaj z občino Medvode kupili zelo sofisticiran in uporaben stroj za rezanje vodnega rastlinja, tako da nekako te alge zdaj niso več tako problematične, kot so bile nekoč. Zavedamo se, kako pomemben je pravzaprav doprinos družbe do okolja. Smo tudi jasno imetniki vseh ekoloških standardov z področja naravovarstva prav tako. Tako da je naš prispevek v to smer velik in bomo to delali tudi naprej. Investitor je moral v času gradnje hidroelektrarne najprej pripraviti gradbišče, zgraditi del ceste za prevoz gradbenega materiala in opremo za gradbišče, zgraditi mostova čez reki Soro v Medvodah in Savo v Zbiljah, ki sta edina dovoljevala prevoz težkih tovorov po cesti iz osrednje Slovenije. Za lastne potrebe in za preskrbo prebivalcev Medvod je zgradila nov vodovodni sistem, ki je vrsto let preskrboval z vodo vsa gospodinjstva in zagotavljal vodo tudi za protipožarni sistem v kraju. Delo v hidroelektrarni je danes nekako predvsem prepojeno z tehniko, predvsem moramo vedeti to, da je potrebno izjemno natančno napovedati možno proizvodnjo, seveda je tu cel kup sposobnih, močnih računalniških sistemov in pa orodij, ki nam to omogoča, potem pa seveda, ko se to energijo, to se pravi proizvede, je pa potrebno jasno poskrbeti, da se to proda. Tako kot pri vsaki stvari, torej cel krog mora biti sklenjen. Vmes pa seveda jasno je pa ves čas potrebno skrbeti za to, da so stroji pripravljeni, torej v času remonta in revizije takrat pravzaprav zaustavimo za krajše obdobje vse te naše naprave in takrat treba postoriti vse potrebno, da potem lahko jasno ves preostali čas zadeva obratuje. Predvsem je tu velik poudarek na elektrotehniki, na strojništvu, na mehatroniki, Po drugi strani je pa tudi v Medvodah ne samo sedež elektrarne Medvode, ampak seveda tudi sedež celotne družbe Savske elektrarne Ljubljana. To je v bistvu velika pridobitev, da je tako velika in pomembna grupacija nekako za sedežem v Medvodah. In vseh skupaj v tej skupini, torej Savske elektrarne, je zaposlenih 125 ljudi. V maju je v prostorih občine potekala predstavitev variantnih rešitev pri pripravi državnega prostorskega načrta za umeščanje hidroelektrarn na ljubljanskem in litijskem odseku Save, ki bo med drugim vplival tudi na energetsko učinkovitost naše občine. Namen projekta je gradnja hidroelektrarn vse od Medvod pa do Zidanega mostu, s katero bomo v Sloveniji zagotavljali upoštevanje evropske direktive. Mogoče se zdi to še zelo oddaljeno, vendar zavedati se moramo, da moramo že danes strmeti naprej in pogledati, kako prostor rezervirati, da bodo ti objekti lahko seveda nekako vključeni v prostor. Po drugi strani pa seveda ta moment se pa intenzivno vršijo dogajanja predvsem na spodnjem delu reke Save, to se pravi elektrarna Brežica je zdaj v gradnji, sledi pa seveda še hidroelektrarna Mokrice kot zadnja pred hrvaško mejo. V 60 letih je hidroelektrarna Medvode v času obratovanja doživela mnogo svetlih in temnih trenutkov. Gradilo jo je na stotine pridnih rok delavcev, ki so danes glavni zaslužni, da se občina Medvode lahko pohvali zeleno energijo in tako ponosno stopa na pot obnovljivih virov. Zdaj na tej lokaciji bo tudi v nadaljevanju ta elektrarna ostala, za njo bomo skrbeli. Tisto, kar je potrebno, pa bo predvsem vezano na nove, tudi manjše objekte. Pred časom smo kupili od tovarne papirja Goričane njihovo malo elektrarno, tako da zdaj intenzivno to se pravi, pripravljamo obnovo, revitalizacijo tega objekta v celoti, tako da pravzaprav tudi ta objekt nekako ena taka
lepa, tehnično zanimiva in pa seveda spodbudna investicija v lokalni skupnosti. Hidroelektrarna Medvode tako ne bo počivala na preteklih lovorikah. Čeprav je v vseh letih obratovanja skrbela za lokalno skupnost in razvoj občine ter turizma, želi zdaj stopiti še korak naprej in se še bolj približati evropski zavezi, da zagotavlja enega najčistejših virov energije. Mini portreti ostalih nagrajencev sledijo v naslednjih informativnih oddajah. Dvorec Goričane s seboj nosi številne aktualne zgodbe in nosi tudi žalostno preteklost. Med drugo svetovno vojno je imel namreč funkcijo zbirnega taborišča, od koder so ljudi odpeljali v delovna taborišča v Nemčijo. Med njimi je bilo tudi 54 družin iz Medvod, Preske, Vaš, Goričan, Sore, Seničice in Ladje. Slovesnost ob obletnici dogodka so pripravili 26. julija na pristavi v Goričanah. Dvorec Goričane namreč še vedno ni odprt za javnost, to pa je že druga zgodba. Danes spominska plošča, ki je nekdaj opozarjala in opominjala, da je bilo v gradu Goričane zbirno taborišče, sameva v arhivu, saj so jo pri obnovi gradu skorajda uničili, vendar spomin na neslavno zgodovinsko funkcijo gradu kljub temu ni zbledel. Ko so Škofovi zavodi postali vojašnice, potem so to dejavnost Nemci preselili sem, to se pravi na nemško ozemlje, okupirano ozemlje, in tu so potem vse akcije speljali, tako da je tu bilo zbirno mesto za manjše tiste, ki so bili v napoto ali pa ki so bili moteči ali so bili obremenjeni s kakšnikoli, dejavnostjo za narodno osvobodilno borbo ali so imeli sorodnike v partizan in tako naprej. Take so potem seveda poslali v izgnanstvo. Tisti, ki so bili obsojeni na večje, po njihovi oceni večji delikt, potem pa so bili pa to že težji prostori, kot so pri nas najbolj znani Begunje, kjer smo že doživeli že leta 1942 prve talce in tako je tudi bilo. Na tokratni slovesnosti smo slišali 3 pričevanja, 3 različne pa vendarle podobne zgodbe. Franc Kasešek je ena tistih, ki so bili iz zbirnega taborišča v Goričanah, kamor so jih pripeljali v noči z 22. na 23. julij 1944, po nekaj dneh odpeljani v Nemčijo, kjer jih je čakala podobna usoda kot številne druge svojce partizanov in talcev iz Zasavja in Gorenjske. Nemci so starejše ljudi dali v en oddelek, potem dela zmožne so jih poslali delati na razne kraje in to v tovarne, na kmetije, potem kot služkinje k nemškim družinam. Nas otroke so pa prevzele nemške vzgojiteljice in to so imenovali kindergarten, oziroma vrtec naj bi bil to, in tam smo morali govoriti samo nemško. Vozili so nas tudi v gozd, da smo nabirali borovnice, tako da so nas zaposlili. Hrana je bila pa res zelo slaba. 10 dekagramov kislega kruha na dan, pa juhe iz moke in morebiti celo kdaj krompir v oblicah, se še spominja Francka. Ko se je Franc Kasešek julija 1945 končno vrnila domov, jih je pričakalo prazno stanovanje. Ampak še sreča, da hiša ni bila porušena. Mi smo se samo to bali, da bojo razvaline doma, ker veliko izseljencev je to doživelo. Naše hiše so pa še stale in hvala Bogu. Bolj žalostna usoda kot njo in mamo pa je doletela Franckinega očeta. Očeta so iz Burghausna prišli gestapovci iskat v taborišče v Begunjah. Od tam so ga poslali v koncentracijsko taborišče Mauthausen, kjer je doživljal
grozne stvari, imam o njem vse napisano. In ko se je vrnil peš, je bil bolan, imel je tifus in je po parih dneh umrl. Matevž Barle je bil star 8 let in pol, ko so njega in njegovega 2 leti mlajšega brata skupaj s starima staršema, s katerima sta živela, očeta so namreč pol leta prej ustrelili, mama pa je bila že več kot 2 leti zaprta v koncentracijskem taborišču, prav tako odpeljali v zbirališče v Goričanah. Ja, res sem bil eden izmed tistih nesrečnikov pred 70 leti, ko so ranega jutra udrli v našo hišo en policist in 2 belogardista. Seveda so nas prebudili, ker je bila to rana ura in takrat smo še vsi spali. Trkali so na okno spalnice, kjer star oče ni takoj odprl hiše, so seveda začeli razbijati po oknu in pa po vratih. Končno je oče to odprl in vstopili smo. Ukazali so nam takoj, da pripravimo neke osebne stvari, odejo in da moramo oditi z njimi. Družina Matevža Barleta je bila ena izmed 2, ki jih niso odpeljali v Nemčijo, temveč so jih taktično izpustili. In to ni bil odpust iz usmiljenja nacistov, ker naciste niso poznali, bi rekel, usmiljenja, ampak je bil to preračunljiv dogodek. Tone Svetina ga v svojem romanu Ukana lepo opisuje. To je bila Ukana, kjer so se nacisti oziroma konkretno Helmut Rozumek, ki je bil šef gestapa na Bledu, se je dobro zavedal, da mu 2 otroka, 2 starca ne morejo, bi rekel, v ničemer škodovati in je to potem privolil, da so nas izpustili. To ga je pravzaprav nekako v očeh krajanov naredil kot nekega, kaj bi rekel, čutečega nacista in so nas, pač odpustili so nas. To je bila dejansko Ukana, prevara, čeprav je bil on zagrizen, trd nacist. Po nekaj dneh pripora v Goričanskem dvorcu so se vrnili v izropan dom. Vzeli so jim hrano, očetovo kolo in druge uporabne stvari. Odpeljali so tudi živino iz hleva in svinjaka. Vladimir Bertoncelj pa je zaradi svoje otroške radovednosti, takrat, ko so izgnance z vlakom odpeljali v Nemčijo, skoraj izgubil svoje življenje. Niso dovolili starši, da bi tavali se mi tja, ampak to se ne da. Tako, ko gledamo danes na televiziji v drugih državah, ki je nemir, takrat je bilo tudi to prisotno. No, in ko smo zvedeli, da bojo naši sorodniki, ker jaz sem 3 sorodnike po mamini strani, so bili izgnani, no, in ko smo zvedeli, kdaj bo transport, smo šli na Čelenov grič, to je takoj, naša hiša se je pod Čelenovim gričom. Tja sem šel in tam sem tudi bil mojega sorodnika, partizansko ime Istok. To je bil tisti omenjeni danes, ko je mahal v slovo svojim, in nekdo je streljal s rafali. Kdo je streljal? A je to bilo streljeno iz vlaka ali pa iz današnjega stavbe Partizana ali pa športnega društva Partizan. Ker tudi v Partizanu je bilo od spodaj, so imeli v posestvi Nemci, kjer so stražili to progo in so tam bivali. In zarepotalo je seveda tiste krogle, ki so šle mimo, so se slišale. In enkrat, seveda, ko je se sklelo meni tu v desno nogi, sem vedel, da nekaj ni v redu. In potem nisem upal
Pa sem tekel po hribu navzdol, se skril v drvarnico, pa stiskal sem rano, kako bi to, da ne bi kri tekla. To je vse. Nekaj časa sem bil tam, tako nisem upal povedati. Staršem se je zgodilo. No, tudi zdravniku nisem šel, ni bilo potrebno, ker je rana se je potem postopoma zacelila. Fizične rane so se zacelile, čustvene se ne bodo nikoli. Še vedno se zaiskri solza ob spominu na to, kar se je našim sogovornikom zgodilo med drugo svetovno vojno, kar je tistim, ki tega niso doživeli, danes težko razumeti. Po februarskem žledolomu in junijskem vetrolomu se je začel podlubnik ali po domače lubadar na poškodovanih smrekah pospešeno razmnoževati. Pristojna gozdarska služba opozarja lastnike gozdov naj pozorno pregledajo svoje gozdove in ob znakih razmnoževanja podlubnika pokličejo revirno gozdarko, ki bo svetovala, kako strokovno ukrepati. Spravilo poškodovanega lesa v občini Medvode se je sicer nadaljevalo tudi v poletnih mesecih, nekateri lastniki pa še vedno čakajo na sekaške ekipe in tudi odkupne cene lesa so nizke. Na Osovniku bo zaprta pot vse do 31. avgusta, ker so se lastniki enotno dogovorili za skupno spravilo lesa žičnico. Februarski žledolom in junijski vetrolom sta poškodovala smreke do take mere, da so postale lahek plen podlubnika. Za razvoj ene generacije, ki se razvija v ciklusu popolne preobrazbe, je potrebno 6 do 10 tednov. Na vso srečo nam vreme pomaga in ustavlja razvoj lubadarja, tako da bo letošnje leto zgolj 2 generaciji. Imamo pa to smolo, da je konec junija, zadnji vikend v juniju, na tem področju pustošil manjši vetrolom, predvsem na tistih področjih, ki jih je že prizadel žled in je podiral predvsem zdrave, v žledu nepoškodovane smreke. V te smreke pa se je sedaj lubadar začel intenzivno zavrtavati. Ko lubadarski hrošček zavoha feromon smreke, lahko preleti tudi do 40 km razdalje. Samica se zavrta v deblo smreke, kjer odloži jajčeca. Iz jajčece razvijajo ličinke, ki se hranijo z drevesnim sokom in odmirajočim lesom. Vidimo žagovino, bomo potem pogledali tudi na terenu. Vidijo se luknjice, smoli se. Lahko postane že rdeče barve, takrat je v bistvu lubadar že tik pred izletom. Drugače pa, če potolčemo po smreki, zelene iglice odpadajo s smreke. To so najbolj taki tipični znaki za lubadarja. Vkolikor je pa smreka na tleh, pa še to lažje potem z nožem zarežemo v deblo, privzdignemo lubje in spodaj bomo videli rovne sisteme, ličinke, lahko tudi že mlade rjave hroščke, ki so tik pred izletom. Njihovi naravni sovražniki so ptice in hrošči pisanci, vendar je to premalo. Edini učinkoviti ukrep je sečnja in požig sečnih ostankov. V prvi fazi razvoja lubadarja je namreč že dovolj, če se napadeno deblo olupi in lubje sežge. Zaradi tega, ker smo gozdarji ta hip še vedno močno obremenjeni tudi z posledicami žledoloma, naprošamo vse lastnike gozdov, tudi tiste, ki so žledolom že pospravili, da se ponovno sprehodijo skozi svoj gozd in preverijo, če imajo morda podrte smreke in napadene od lubadarja, in kolikor najdejo take smreke, takoj kontaktirajo z pristojno revirno gozdarko. Na tem območju je to Nataša Strle, ki jim bo svetovala, kako naprej. Vsekakor pa lahko takoj po obvestilu revirni gozdarki začnejo z sečnjo, spravilom in tudi požigom sečnih ostankov. Po ocenah Zavoda za gozdove Slovenije je do sedaj pospravljeno 20% poškodovanega lesa v februarskem žledolomu. Gozdarji bi si želeli, da bi bil omenjeni odstotek večji, a lastniki gozdov se srečujejo z realnimi ovirami. Situacija je taka, da žal se je spravilo nekoliko zaustavilo, predvsem zato, ker primanjkuje izvajalcev in še bolj primanjkuje odkupovalcev, saj po neki recimo normalni ceni, da ne grejo lastniki v minus. Nekje zadeve tudi stojijo zato, ker vlake še niso
do konca sproščene, še vedno je les čez poti in se zaustavljajo pri lastnikih, ki niti ne vejo, kje imajo gozd ali pa niso v Sloveniji, so v tujini in enostavno tam se zdaj zadeva malo zaustavlja in bo kar nekaj dela treba, predvsem mojega in telefoniranja, da bomo to naprej spravili. Posebno hud žledolom je bil na pobočju Osovnika, kjer so drevesa na strmem pobočju še prej padla pod težo žledu. Cesta na Osovnik je še vedno zaprta, poteka spravilo z žičnico, ker je enostavno tam strmina prevelika, da bi se gradilo vlako. Podrtija je bila enormna, tako da je tudi gre za 10 hektarov, kjer je 15 različnih parcel in različnih lastnikov in se skupaj najeli enega izvajalca. Žal ni šlo drugače, kot da se je cesta zaprla in zdaj je tudi spodnja cesta nekoliko ovirana oziroma je zaprt en pas, ker spravljajo še spodnji del in je tako bolj varno za uporabnike ceste. Cesta na Osovnik bo tako predvidoma zaprta do 31. avgusta, kar je objavljeno tudi na videostraneh naše televizije. Po dogovoru z izvajalcem del pa bodo cesto odprli prihodnji konec tedna za dirko na Osovnik v okviru festivala Kranjska klobasa. Takole vreme, kot ga imamo spet na sporedu, je za prvo, torej za problematiko podlubnika, sicer dobro, saj za njihovo razmnoževanje to res niso najbolj idealni pogoji. Je pa res, da zaradi dežja spravilo lesa iz gozdov počasneje poteka. Čolnarna na Zbiljskem jezeru je bogatejša za novo pridobitev. Gre za 6-metrsko plovilo z elektromotorjem, ki nosi ime Energy 18. Z najmodernejšim ekoplovilom se bo lahko po jezeru naenkrat zapeljalo do 7 obiskovalcev. Za investicijo, ki bo odslej bogatila ponudbo na Zbiljskem jezeru, pa so v Turističnemu društvu Zbilje odšteli 30 000 evrov. Z modernim, tihim, ekološkim plovilom Energy 18 se bo lahko po novem po Zbiljskem jezeru naenkrat zapeljalo 7 obiskovalcev in se predalo brezskrbnemu uživanju, vožnji in opazovanju jezerskega živeža. V zadnjih letih v čolnarni ugotavljamo, da je precej obiskovalcev, ki bi želeli videti jezero tudi z jezerske gladine, pa si ne morejo ali pa ne želijo popeljati s klasičnim čolnom na vesla. Predvsem so to starejši ali pa družine z majhnimi otroci, ti se bojijo iti na vodo in potem smo razmišljali, kaj točno ponuditi, da bi bilo zanimivo, da bi se ljudje lahko popeljali med temi 150 labodi, ki jih imamo. In potem smo zvedeli za to barko, ki je popolnoma ekološka, ki je gnana na akumulatorski pogon. Električni motor tako ne predstavlja motečega elementa za ptice, ki domujejo na in ob Zbiljskem jezeru. Poganjajo ga 4 okolju prijazni gel akumulatorji, s pomočjo katerih plovilo doseže maksimalno hitrost 8 vozlov. Potnikom pa senco nudi premična streha, ki se dviguje in spušča s pomočjo hidravličnega mehanizma. Take ladje v Sloveniji trenutno ni, imamo na Bledu pletne, imamo ladje, na Ljubljanici barke razne. Takega plovila na ekološki pogon, kot je tukaj v Sloveniji, še ni. Zdaj vsi obiskovalci, ki jih bomo peljali, bodo seveda lahko od naših kapitanov izvedeli tudi marsikaj o samih Zbiljah, o nastanku Zbiljskega jezera, o ptičjih Zbiljskega jezera. Tako da moram reči, da si želim, da bi ta ladja dala eno novo zgodbo zbiljskega turizma. Za najnovejše plovilo so v Turističnem društvu pridobili vsa potrebna dovoljenja za vožnjo po celinskih vodah in ob tem izšolali tudi domač kader za opravljanje služb kapitana ladje in reševalca iz vode. Še vedno pa nestrpno pričakujejo sprejetje občinskega odloka o plovbi po Zbiljskem jezeru. Ta odlok, ki smo ga napisali skupaj s Savskimi elektrarnami, je služil kot izhodišče za nekatere druge slovenske občine. Povsod drugod je tak odlok šel, čez proceduro pri nas nažalost ne, tako da mi zdaj čakamo. Imamo samo to srečo, da je inšpektorica za vode pokazala toliko razumevanja, da pač ve, da je sedaj stvar v proceduri, da čaka. Tako da upamo, da bomo z novim sklicom občinskega sveta tudi kot enega prvih odlokov sprejeli odlok o plovbi po Zbiljskem jezeru.
Za vožnjo z ekoplovilom boste odšteli 6 €, v turističnem društvu pa pripravljajo tudi ponudbo romantičnih izletov po jezeru. Ena pot je do Medvoške elektrarne oziroma do točke, do katere se lahko pluje, to je pred kegljiščem Medvoškim, druga točka je pa do hotela Kanu oziroma do mosta čez reko Savo. Vozni park čolnarne v Zbiljah, ki po novem poleg ekoplovila šteje 14 lesenih čolnov, 2 vodni kolesi in 3 kanuje, pa so v letošnji sezoni obogatili še s ponudbo 2 supov. Pa glede na to, da je Zbiljsko jezero ena taka zelo zanimiva lokacija, zelo obiskana, voda zraven, veliko ljudi je pač vse, kar manjka tukaj so supi, ne glede na koliko je to v zadnje čase popularno, je treba pač to pripeljati čim bližje ljudem, da se ljudje lahko s tem spoznajo in da se začnejo s tem ukvarjati. Supanje lahko rečemo je hit poletja? Definitivno je hit poletja in to ne samo tega, ker stvar se šele začela razvijati. Supanje ali stand-up paddling je šport, pri katerem stoje veslamo na deski. Gre za vedno bolj priljubljeno vodno aktivnost, ki svoje domovanje dobiva tudi na Zbiljskem jezeru. Ni starostnih omejitev, ni nikakršnih omejitev glede sposobnosti razgibanosti. Vsak, ki se je pripravljen majčkeno razmigati, pripravljen malo pomigati, dobi sup, ki mu odgovarja, s katerega ne bo padel voda in gre lahko supati. V avgustu poteka promocija tega zabavnega športa. Zadnjo priložnost za spoznavanje z osnovami pa lahko izkoristite v prihajajočem vikendu. Tako, v sodelovanju s Turističnim društvom Zbilje smo se dogovorili, da bomo v tem prazničnem vikendu pripravili supanje tudi v čolnarni Zbiljski, kjer si bojo lahko zainteresirani izposodili supe. Bo tudi neki predstavnik našega podjetja, ki bo ljudem pomagal in pa razložil osnove, kako se vesla, kako se stoji na deski in kaj treba narediti, da ne padeš dol. Tako, vabljeni vsi, ki jih zanima sup, ki bi radi sup poskusili, da pridejo na Zbilje v čolnarno, kjer bojo supi na voljo. V Turističnem društvu Zbilje so torej v letošnji sezoni poskrbeli za obilico novosti v ponudbi na Zbiljskem jezeru. Želijo si le še čim več sončnih dni in dobrega obiska. Evropska skupnost je Sloveniji zaradi nepravilnosti, lahko bi rekli tudi goljufij, zamrznila 242 milijonov evrov evropskih sredstev. Nepravilnosti naj bi bile tudi pri financiranju izgradnje golf igrišča v Smledniku, kar podgovorni kategorično zavračajo. Kljub temu pa se poraja vprašanje, bo treba evropska sredstva vendarle vrniti. Za 13,17 milijona evrov vreden projekt izgradnje smledniškega golf igrišča za golf z 9 luknjami in pripadajočih objektov je Diners golf igrišče v Smledniku pridobil 1,11 milijona evrov javnih sredstev. Vendar, ker igrišče v trenutku revizijskega postopka še ni bilo v funkciji, so revizorji v končni oceni napisali, da igrišče ne obstaja. Zato so na golf igrišču prejeli zahtevek za vračilo 1,11 milijona evrov nepovratnih sredstev. V našem primeru se je zgodilo točno to. Torej, najprej je prišla ven informacija, da smo mi dobili 3,3 milijona evrov teh nepovratnih sredstev. V bistvu 3,3 milijona evra so bili samo upravičeni stroški, to je bila osnova, od katere smo mi prejeli, to se pravi 35%, to se pravi 1,1 milijon evrov. To je prva zadeva. Druga stvar je pa ta, da torej mi smo prvič kandidirali za ta evropska sredstva leta 2007. Ker dokumentacija ni bila ustrezno oziroma pomanjkljivo pripravljena, torej nismo prišli v ožji izbor. Potem smo pa še enkrat kandidirali v začetku leta 2008 in takrat smo zbrali dovolj, to je dokumentacija je bila pripravljena v skladu z tistim, kar so oni pričakovali, in pa zbrali smo dovolj točk, da smo bili pravzaprav izbrani. Zato je bila potrebna takšna dokumentacija, toliko fasciklov. Ministrstvo za gospodarstvo je investicijo ves čas spremljalo, ob zaključku investicije so na teren celo poslali komisijo, ki je ugotovila, da je vse narejeno v skladu s pogodbo in v oktobru leta 2010 odobrila izplačilo nepovratnih sredstev v višini 1,11 milijona evrov. Isti ljudje na ministrstvu pa sedaj zahtevajo vračilo sredstev in golf igrišču očitajo stvari in nepravilnosti, ki so jih pri pregledu njihove komisije sami potrdili in na osnovi poročila komisije izplačali sredstva. Ko je bila investicija zaključena, po zaključku investicije je Ministrstvo za gospodarstvo poslalo svojo komisijo, ki je naredila zapisnik. In ta komisija je potrdila,
to se pravi z zapisnikom, da je vse narejeno v skladu z pogodbo. Torej, da so izvedena vsa gradbena dela, da je zgrajeno igrišče za golf in vse ostale stvari v skladu z pogodbo. In na osnovi tega zapisnika smo mi dobili potem izplačan ta 1,1 milijon evrov, ki je šel pa, kot sem rekel, direktno za poplačilo banke. Po zaključku investicije je na igrišču nastala škoda zaradi vodnih ujm, ker se igrišče z 9 poli nahaja neposredno pod hribom Brezovec. Vso sanacijo igrišča so v Smledniku opravili na lastne stroške, vendar je sanacija trajala, saj je površina velika in je vsako močnejše deževje povzročalo ogromno škodo in odnašanje materialov. Napaka je bila pa samo v tem, da pravzaprav mi nismo te zadeve dejansko mogoče takoj prijavili oziroma nismo podali pisno poročilo. To je vsa napaka, ki smo jo mi naredili. In ko smo mi, to se pravi, tem revizorjem pokazali, da je golf igrišče narejeno, prižgali namakalni sistem, pokazali, kje so ugrajeni vsi šprinkli in tako naprej, se sprašujem, zakaj nista one dva vzela tudi v tem primeru fascikel, kjer je bila vsa dokumentacija od golfa, čeprav smo mi to predlagali, oziroma smo zahtevali, da to naredi, ne, on je rekel, da se na golf igrišče pač ne spozna. In on bi mogel vzeti fascikel, v katerem je bila vsa dokumentacija o golf igrišču, kjer so bili vsi zalivalci oziroma vsi šprinklerji označeni za svojo številko, kjer je bilo točno, se pravi, napisano, koliko je ugrajenega namakalnega sistema, koliko je ugrajenega drenažnega sistema, kje je ugrajen po projektu in tako naprej. Ne. In če bi one dva torej to naredila, potem ne bi mogla zapisati, da golf igrišče ni narejeno. Golf igrišče je bilo narejeno konec 2008, za kar obstoja dokumentacija. Seveda, kaj se je zgodilo potem, je pa druga stvar. Se pravi to, da je bilo igrišče dvakrat uničeno in tako naprej. Vse ostale očitke iz poročila Urada za nadzor proračuna naj bi na golf igrišču podkrepili številnimi dokazi in prošnjami, urad pa so celo nekajkrat neuspešno prosili vsaj za en sestanek, vendar odgovora ali povabila na sestanek niso prejeli, nasprotno označili so jih za goljufe. Problem je pa v tem, ker je revizor dejansko rekel, poglejte, jaz se pa na golf ne spoznam, za mene golf igrišče ni narejeno. Se pravi, ne da bi poklical kakšnega neodvisnega strokovnjaka, da bi podal svoje mnenje o gradbenih delih. Se pravi, brez vseh argumentov je napisal, torej celo tako je napisal, da ima on občutek, da golf igrišče ni narejeno. Ne? In to poročilo je on poslal torej, na Urad za nadzor proračuna, Urad za nadzor proračuna je pa to poslal direktno v Bruselj. V tej zadevi zdaj tečeta dva postopka, in sicer zahtevek iz Ministrstva za gospodarstvo za vračilo vseh sredstev skupaj z obrestmi ter prijava Urada za nadzor proračuna za nepravilnosti pri koriščenju evropskih sredstev. Stvar je zdaj na sodišču. Torej Ministrstvo za gospodarstvo je predalo vso dokumentacijo pravobranilstvu državnemu. Državno pravobranilstvo je pravzaprav proti nam torej vložilo tožbo in zadeva bo pač verjetno 2 leti na sodišču. Seveda tukaj sploh ne gre za kazenske zadeve, tukaj gre predvsem za pogodbene stvari, in mi nobenih sredstev pač ne bomo vračali, zato ker smo vse izvedeli v skladu z pogodbo. Tukaj imamo vse dokaze, da smo pravzaprav in tudi revizija je potrdila, da imamo mi vse dokaze, da je vse narejeno v skladu za pogodbo, tudi zapisnik Ministrstva za gospodarstvo. Seveda bo pa to postopek, ki bo trajal 2 do 3 leta in namesto, da bi se človek tukaj ukvarjal z posli, z golfom, z trženjem in tako naprej, se pravzaprav že 1 leto so nam kot prvo zapacali ime, kot drugo pa pravzaprav se že 1 leto ukvarjamo z čist drugimi stvarmi, kot bi se na tem golf igrišču mogli. S projektom golf igrišča so v Smledniku pričeli skoraj pred 15 leti. Skoraj desetletje so porabili za pridobitev dokumentacije in sredstev, celotno igrišče je zgrajeno s krediti, vsa sredstva pa so uporabljena namensko. Objekt sodi med največje in najlepše privatne športne objekte v Sloveniji in zaposluje preko 40 ljudi. Prejšnji teden se je v župniji Reteče, pod okrilje katere sodi tudi del krajevne skupnosti Senica, odvijal že tradicionalni oratorij. Seveda pod geslom, ki je skupen vsem oratorijem v letu 2014. Na tvojo besedo. To so besede apostola Petra. Za zabavo in za vzgojo okoli 60 otrok je skrbelo 19 animatorjev. Geslo, ki spremlja letošnje oratorije, so Petrove besede, na tvojo besedo. Naslov se nanaša na dogodek, ko je po celonočnem lovu izkušenim ribičem s Petrom na čelu Jezus zapovedal, naj še enkrat odrinejo na globoko morje in vržejo mreže. Čeprav je bil to nesmiseln ukaz glede na to,
kar je Peter vedel o ribolovu, je Jezusu odvrnil: učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli, a na tvojo besedo bom vrgel mreže. In zajeli so toliko rib, da so se mreže začele kar trgati. Besede ribiča Petra, kasnejšega apostola Petra, izražajo njegovo vero v Jezusa, hkrati pa označujejo njegovo poslanstvo ribiča ljudi. Tema oziroma glavni lik je svet Peter, geslo oratorija je Na tvojo besedo, pol je vsako leto je še neka himna, ki se jo zapoje na začetku in na koncu, govori o Petru. Peter je svetopisemski lik, on je bil tudi prvi papež, tako da se pol malo pogovarjamo tudi o papežih, ki so bili do zdaj in v današnjem papežu Frančišku. Za okoli 60 otrok je letos skrbelo 19 animatorjev. Zakaj ste v bistvu prišli na oratorij? Ko mi je zabaven, tukaj pa imam babico, pa se lahko tukaj igram. Meni pa zaradi tega, ker so delavnice, pa ker so različne, pa ker se zabavaš z drugimi. Zakaj si se odločila, da si pač postala animatorka na oratoriju? Ja, zmer smo se imeli ful dobro, tudi z družbo smo se fajn ujeli, pa sploh, da otrokom damo en fajn teden, da se uživajo, da niso samo doma na računalniku. Finančna sredstva za izvedbo oratorija pridobijo s prijavnino in s pomočjo sponzorjev, ki jih poiščejo animatorji sami. Ja, glavni poudarek oratorija je ta, da so otroci tukaj od 9 do 4, da so pač odzunaj, da se z njimi igramo, da niso doma, da imajo družbo. Potem ima pa oratorij 4 stebre, šola, dvorišče, župnišče in dom. In te 4 stebre mi probamo tukaj v to naše dogajanje, v tem tednu vključiti, s tem, da jim tudi povemo, da Bog je, da Bog obstaja, da jih ima rad. To je župnišče, dom, da jih sprejemamo, igrišče, da se igramo in pa še župnišče, da smo pač tukaj pred župnijo. Še kaj ste se naučili mogoče na oratoriju? Da moraš biti prijazen do drugih, pa jih vzeti v igro, pa da je pomembno, da se imamo fajn. Da moraš biti prijatelj z drugimi, da jih ne zavrneš, če te kaj vpraša. Kaj te v bistvu to pomeni, oziroma kaj ti želiš naučiti otroke? Je to, da vera ni samo to, da molijo 24 ur na dan, ampak gre tudi čez igro, petje, druženje, da imajo zmer nekoga na voljo. No. Mogoče katero delavnico pa imaš ti čez? Delavnico presenečenja. Po kakšnem ključu ste se odločili za tako delavnico, oziroma kaj v tej delavnici sploh delate? Nekaj tasga, da otroci so zmer presenečeni, nikoli ne vejo, kaj jih čaka naslednji dan. Tako da gremo malo na soro, malo ustvarjamo, malo kuhamo, vsega pomalo. Kaj pa v bistvu to zate pomeni ta celotna izkušnja? Ja, velika izkušnja za življenje, ne vem, naučiš se delati z otroki, naučiš se timskega dela z ostalimi animatorji, pa res taka fajn družba, no, ki ni samo za oratorij, v času oratorija, ampak se tudi tako dobimo čez leto. Otroke so animirali v večjih delavnicah. Poleg delavnice presenečenja, kjer otroke čaka vsak dan nekaj novega, še v pravljični, kuharski, športni in novinarski delavnici, ter v letos novi gasilski delavnici in delavnici džungla. Letos je nova delavnica gasilska. Otroci imajo zelo radi, ker vidijo, kako gasilci delujejo, vidijo avto, gasijo požare, pač take malo manjše. Tako da ja, to je naša nova delavnica, smo zelo veseli, da je, ker res otrokom je velik užitek. Okay, pa mogoče katera delavnica vam je bila najbolj všeč in zakaj? Všeč mi je bilo presenečenje, zato ker je bil skriti zaklad, pa smo iskali in za zaklad so bili bomboni in je bilo fajn. Meni je bila pa gasilska, zaradi tega, ker smo gasili požar, pa ker smo se peljali v gasilskem avtu. Športna. Zakaj? Ko igrajo nogomet. Meni pa džungla, ko hodiš po gozdu, pa se kopaš v sori.
Da poletje ni zgolj čas za poležavanje, se športniki dobro zavedajo. Tudi naša sodelavka Ines Iskra, ki je minulo soboto v Bohinju na tradicionalnem teku 4 srčnih mož v Bohinju prepričljivo opravila s 167 tekačicami s časom 45 minut na 12-kilometrski progi okoli Bohinjskega jezera, je zmagala pred 2 Francozinjama in nepričakovano za dobri 2 minuti prehitela tudi favorizirano slovensko tekačico Nežo Mravlje. Kako uspešni so bili drugi medvoški športniki v zadnjih 3 tednih, pa v kratkih novicah, ki sledijo. Pripravila jih je Ines Iskra. Špela Keren, članica edine slovenske profesionalne kolesarske ekipe BTC City Ljubljana, je pred 2 tednoma odlično nastopila na dirki Sparkassen Giro. Med 128 tekmicami je kot druga najboljša Slovenka končala na 36. mestu, zmagala je Nizozemka Marianne Vos. Zmago v svoji kategoriji Master E je 3. avgusta na tradicionalnem krompirjevem pokalu Bambi osvojil Andrej Žavbi. Zadnjo julijsko nedeljo so se gorski tekači spopadli z eno najtežjih tekmovalnih preizkušenj na svetu, 16. tekom na Grintovec, ki je hkrati štel za tekmo svetovnega pokala in točke pokala Slovenije. Pirničan Tine Hren je osvojil 2. mesto med starejšimi dečki, absolutna članska zmagovalca pa sta postala Mateja Kosovel in Kenijec Kosgej. 5. pokalna tekma je bila na sporedu minulo nedeljo, tek na Krvavec pa je štel tudi kot izbirna tekma za svetovno prvenstvo. Lucija Šušteršič je bila 3. med starejšimi deklicami, Tine Hren pa znova 2. med starejšimi dečki. Zadnji dni julija, na 2. dan odprtega plavalnega prvenstva Slovenije v Ravnah na Koroškem, je Triglavan Peter John Stevens v disciplini 50 metrov prsno osvojil 2. mesto. Zmagal je favorizirani Damir Dugonjić. V Celju je 1. avgustovski vikend potekalo atletsko prvenstvo Slovenije za članske kategorije. Vid Jakob Tršan je v teku na 1500 metrov s časom 3:49:72 osvojil 2. mesto. Druga v teku na 5000 metrov je bila tudi Naja Kršinar, ki je s časom 17:40 zaostala le za Lucijo Krkoč. Na mednarodnem tekmovanju posebne vrste, najmočnejši človek za pokal Evrope, je Matjaž Belšak osvojil 2. mesto. 12. merjenje moči v novih kozarcih je naslov najmočnejšega prineslo Avstrijcu Geraldu Kschilu, 3. mesto je pripadlo Damirju Štrojlu iz Bosne in Hercegovine. Z 2. mestom je Matjaž kot eden najmlajših tekmovalcev v strongmanu znova dokazal, da sodi v najožji evropski tekmovalni vrh. Tudi smučarji tekači poleti ne mirujejo, slovenska reprezentanca, v kateri imata mesto trenutno 2 Medvoščana, Leja Einfalt in Rok Tršan, je konec julija opravila 10-dnevni kondicijski trening v Planici, prejšnji teden pa se je karavana že preselila na Norveško, kjer bo sledilo nadaljevanje treninga tudi s tekmami na tekaških rolkah. Tokrat povzemamo črno kroniko za obdobje od 17. julija pa do 18. avgusta. V Medvodah je voznik pri prehodu čez železniško progo trčil v zapornico in jo poškodoval. V Zbiljah pa je voznik avtomobila trčil v podrto drevo, ki je ležalo na cestišču. Največ dela so imeli medvoški policisti z obravnavanjem kaznivih dejanj. Vlom v stanovanje, tatvina kolesa in tatvina registrske tablice so se zgodili v Medvodah, kolo so ukradli tudi v Spodnjih Pirničah, nekdo pa je v Medvodah s tovornega vozila pretočil nekaj goriva. Nenavadna tatvina se je zgodila tudi v Medvodah, ukradli so namreč sladoled. Nasploh je bil ta teden nekoliko nenavaden, saj so tatovi v Zbiljah odnesli prometni znak, v Medvodah pa so policisti obravnavali kaznivo dejanje v družini. Zadnji julijski teden je spet prinesel obilo kaznivih dejanj. V Trnovcu so kradli drva, v Medvodah je nekdo sodeloval pri kaznivem dejanju goljufije, v Pirničah se je zgodila tatvina, v Zbiljah so vlomili v avtomobil, v Medvodah poškodovali tujo stvar, policisti pa poročajo tudi, da so obravnavali kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti in sicer podrtje stene na gradbišču Starega Kolorja. Na spodnji senici sta se sprla vnuk in stara mama. Kar 3-krat so policisti v Medvodah zasegli prepovedano drogo, v Rakovniku sta se pretepala občana, v Medvodah pa sta se sprla kolesarja.
Izvenzakonska partnerja iz Gornjih Pirnič sta se sprla tako glasno, da je morala posredovati policija. Tudi v zadnjem julijskem tednu so medvoški policisti zasegli drogo v Medvodah, prav tako v Pirničah. V Medvodah so vozniku osebnega avtomobila, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja, zasegli osebni avtomobil. Lastniku sivo-črnega kolesa znamke Nakamura Highlander pa policisti sporočajo, da svoje izgubljeno kolo, ki so ga našli v Valburgi, lahko dobi na policijski postaji. V preteklem tednu je nestabilno vreme prav tako nagajalo občanom, ki so se veliko prepirali. V Medvodah sta se kršitelja nedostojno vedla do policistov, za kar sta prejela plačilni nalog. Zoper gostinca, ki jima je postregal pijačo, kljub temu, da sta bila očitno pijana, pa so podali obdolžilni predlog zaradi kršitve zakona o omejevanju porabe alkohola. Pijan gost je razgrajal tudi v Zbiljah, ki bo dobil za to plačilni nalog. Podobna usoda pa čaka tudi gostinca iz Pirnič, ki je kršil javni red in mir. Glede na vremenske razmere v teh dneh, policija še posebej poudarja na strpno in preudarno vožnjo vseh udeležencev v prometu, predvsem bodite pozorni na bolj ranljive osebe v prometu, torej invalide, otroke, starejše kolesarje in motoriste. Ker se bližajo šolski dnevi, se bodo na prihod šolarjev pričeli pripravljati tudi policisti. Intenzivno bodo pričeli s kontrolami prometa v bližini šol in vrtcev, posebno pozornost pa bodo namenili vožnji pod vplivom alkohola. Voznike enoslednih vozil, torej koles s pomožnim motorjem, koles z motorjem in motornih koles, pa pozivajo, da bodite pri vožnji pozorni na stanje cestišča, še posebej, ko je zaradi neviht cesta mokra in umazana od peska in blata. To je za danes vse. V prihodnji informativni oddaji pa predstavitev še kakšnega občinskega nagrajenca, še kakšnega županskega kandidata, še kakšne aktualne problematike in še postregli vam bomo z novico, katera kranjska klobasa je najboljša. Nasvidenje.